Dober dan. Evo danes v novo lekcijo gremo reči, glede na to, da je to šola. V glavnem, kot vidite, dobrodošli v šolo novega sveta, šolo, ki jo moraš narediti, če hočeš priti v novi svet. Ni edina, ampak je ena od. In to je šola, ki bo temelj v novem svetu. Ne zato, ker je moja, ampak zato, ker govori o ključnem izvornem problemu, ki je pač vzrok vseh problemov v tem svetu. In tako kot vidite v naslovu, torej New Earth School Embodiment Guide, ne? In potem še na malo nadrobno piše, da v bistvu through life force to wholeness. Ne samo ena od A, ampak the solution to all world problems. In to je res. Pač kot pravim, moja šola ni edina, je ena od, ampak to, kar se pa tukaj prodaja, to je pa edina opcija. In pač na hitro, če razložim, edina opcija v tem svetu, torej edini tretma, edina terapija, edino zdravljenje, ki ga rabimo v tem svetu, edino spremembo, ki jo moramo narediti, je torej na tem izvornem problemu, kjer se gre za integracijo, sprejemanje, potlačene življenjske sile, ki se v človeškem življenju izraža kot cel spekter človeškega izraza. In torej, kadar naredimo integracijo, kadar smo sposobni spontano živeti cel spekter človečnosti, takrat, kadar življenje to zahteva in nas testira od nas, pomeni pač, da dosegamo evolucijo, kjer torej poslušamo intuicijo po poti in se soočamo s svojimi strahovi pred izrazom samega sebe. Torej, edino na ta način, skozi testiranje v spontanosti, ne takrat, ko si pripravljen in se napumpaš in greš od doma, ampak ko te dobi življenje nepripravljenega, ko te v spontanosti stestira po poti, ko si sledil svojo intuicijo v izraz samega sebe. Ne? To je edina metoda, zato jaz cel cajt pravim, da življenje je ultimativna metoda. Življenje je že metoda. Ne? To, da moraš slediti intuiciji v izraz samega sebe, kjer se skozi spontanost testira, če ti si neustrašen v izrazu samega sebe. To je že metoda, če pogledaš, ne? Ampak to je metoda, ki jo je Bog postavil. To je življenje že samo, ne? Kaj je drugega življenje? Življenje je torej spontano, torej življenje, sledenje intuiciji. Če slediš intuiciji, boš imel spontano življenje, ne? Zato, ker intuicija ne sledi pravilom iz glave, nekemu načrtu, ki si ga ti zastavil mogoče in ti misliš, da je kul, ampak sledi Božjemu načrtu. Katerega ne vemo, mi ne poznamo, kakšen je za nas. Ne? In torej hočem povedati, da življenje je ultimativna metoda, je edina metoda, ki deluje in je že vgravirana v izkušnju vsakega človeka. Torej slediš svoji intuiciji v spontanost, v predajo, v sprejemanje življenja. To je to. In torej to je edina metoda, ki deluje. Jaz sem pač imel 3 avtoimunske bolezni, jih počasi končujem na edini ta način, ki deluje, ker jaz sem probal že vse možne metode in sem videl, da nič ne deluje. Vse, kar je človek izmislil, vse, kar je narejeno na podlagi neke metode, ki jo je človek izmislil in ne Bog, ker življenje je že metoda, torej vse, kar je metoda stran od tega, kar je življenje samo, kar sem do zdaj razložil, je še zmeraj neka iluzija kontrole, kjer ljudje delujejo iz strahu, zato ker zares ne vejo, ali pa
bi radi sprocesirali nekaj, kar se jim zdi varno, tisto pa nevarno pa ne bi. Ne? In je torej še zmeraj nesprejemanje življenja. In nesledenja Bogu. I'm very sorry. Tako je. Pač avtoriteta v našem življenju je Bog. In Bog nam komunicira skozi naše srce, skozi intuicijo. In če sledimo temu, dosegamo pravo evolucijo, pravo integracijo. Kjer edino na tak način lahko na neki točki dosežemo integriteto. Integriteta pomeni biti cel, pomeni narediti sprejemanje vseh delov sebe, končati s fragmentacijo. In kadar to dosežemo na energetskem nivoju, kar je to, kar sem do zdaj povedal, to je dobesedno delo direkt v energetskem nivoju, ker vidite, da ne govorim nič mentalnega, nobene mentalne metode ni. Torej, cel cajt, če operiraš znotraj energetskega sveta, to, kar sem do zdaj govoril, to je energetska pot. Če tukaj razrešuješ vzroke, tako kot sem do zdaj povedal, to je energetska pot. Odpravljaš vzroke v samem izvoru in ne na površju, ampak v samem izvoru, ki potem itak ta nivo diktira kvaliteto vseh ostalih nivojev našega življenja. In v glavnem, da zaključim tisto razlago naslova, ki ga imam v svoji šoli, v svojem kanalu, na svoji steni, je, da pač ravno to, ta energetska suverenost, oziroma rad rečem, da je tudi energetska vrednost, ker kadar si cel si vreden, tako se počutiš in se tako obnašaš, če ne se počutiš nevredno in se nevredno obnašaš. Torej, samo ta energetska vrednost in nevrednost je tisto, kar je problem v svetu in diktira našo izkušnjo. Kdor je vreden, ne dominira in ne jemlje od drugih. Zato, ker ta je že poln življenja, ne rabi nič. Tisti, ki pa je nevreden energetsko, tak človek bo pa dominiral in jemal od drugih. In če dominiramo in jemljemo od drugih, ne živimo v sožitju z drugimi, ne? In torej to je problem v tem svetu, to je edini problem na vseh nivojih, ni integritete, ni odgovornosti. In to je edini problem, ki je problem v svetu. Orodja niso problem, struktura ni problem. Mi imamo že vso strukturo in tehnologijo. Problem je, ker nismo v integriteti odgovorni, torej duhovno dovolj zreli, da bi vse to uporabljali za namen celjenja, povezovanja, evolucije in ne destruktivno. Ne? V glavnem to je to. Zdaj sem na kratko razložil, kaj je cela poanta lifea in jaz to živim. Jaz sem živel drugače prej življenje. In pač tisto življenje me ni nikamor pripeljalo. Nikamor. Kdor živi kot avtoriteto, mentalni svet, ne pride nikamor v lifeu. Poglejte druge ljudi, edino, kar lahko dosežeš skozi mentalni svet, je materialno bogatstvo, nič drugega. Ampak notranje si pa prazen. In če hočeš oboje dosežeti, jaz nisem še čisto na koncu, ampak mislim, da se mi bo kar vse realiziralo s časom. In ogromno se je že, zato sem pa tu, ker se je že ogromno. In v glavnem, pač kaj ti pomaga denar, če nimaš zdravja, ne? In v glavnem jaz sem imel pač takšno pot življenja, kjer sem pač 3 avtoimunske razvil in sem 15 let trpel za popizdit. In pač sem probal vse, kar se da. In pač na koncu me je pripeljalo življenje do življenja samega. Bog me je pripeljal do pač sprejemanja življenja. In to je edino, kar deluje. To je edino, kar iz perspektive energije, Boga, življenja v tebi, v tvojem življenju doseže tisto kljukico, končano, naredil si. To je zasluženo. To je edina pot, ki sem jo do zdaj razložil, to je edino, kar deluje. V glavnem, gremo naprej, ker rad bi bil na easy, ampak ne bi rad pa spet preveč dolgo vezil. Danes je tema splav. Tema splav je tako
najprej bi to povedal, ne? Mi dobivamo od strani elite, ki ima v rokah itak tudi našo vlado in vso politiko in zakone. V glavnem, mi dobivamo kao kot opcijo, kaj bomo volili in kaj ne bomo volili, ne? Ampak v resnici so volitve ali niso volitve, vse skupaj je prednastavljeno in mi nimamo zares svobode izbire. Mi mislimo, mi živimo v iluziji, da imamo svobodo izbire, ampak v resnici je nimamo. Vse je že predoločeno za nas, nema veze, kakšne bojo volitve, stvari so predoločene. In sem hotel samo to povedati, da nema veze, kaj se bomo mi odločili, oni bojo sprejeli svoj zakon po svoje. In torej to, kar mi zdaj, to, kar ta video, namen tega videa, govoriti o splavu zdaj, je torej ne zaradi tega, da bi mi kaj zakonsko spremenili, ker elita odloča sama zase, za nas. In je bolj v bistvu to, da mi kot ljudje, kot ljudstvo, pridemo do dna tej temi in da se pač poenotimo v temu, zato ker nas elita, vlada ne zaščiti, se moramo mi sami. In mi se bomo sami zaščitili samo, če se povežemo, poenotimo. Ker potem nema veze, kakšen je zakon, ne? Nema veze, kakšen je zakon, če so ljudje poenoteni, to je to. Smo zaščiteni, ne? Ne strani zakona, ampak se strani drugih ljudi, ker zakon drugače nima nobene vrednosti, če ga ljudje ne sledijo, ne? Glede na to, da so zakoni destruktivni. V glavnem, jaz bi rad torej zaključil to zgodbo o splavu. Rad bi izpostavil par nekih idej, mnenj, odgovorov, ki bi zadovoljili ljudi in utišali te dvome, ne zato, ker sem dominator, ampak zato, ker vas bojo te odgovori nahranili. Ne, jaz ne maram sprejemati kar nekih odgovorov ali pa nekih slepo verjeti, ampak imam rad, da, torej da so moji dvomi utišani, ne? Zato, ker so dobili ful dobre odgovore. In v glavnem, kaj sem hotel povedati, torej splav. Ne? Jaz nisem ženska in zdaj bom govoril o ženski zadevi, tako da to je malo že tako, ne? Čudno, ampak da vidimo, če imam kaj pametnega za povedati. V glavnem, splav. Torej, če pogledamo v družbo, družba je zmeri nekako tako razdaljena na dva pola, ne? Mi smo v ekstremu, gremo reči na grobo, neki konzervativni in liberalni ljudje se cel cajt nam prikazujejo nekako kot vodje v tej naši družbi, ne? Že to je en rdeč alarm, da so naše vodje opredeljene levo ali desno, ne? Ker to pomeni, da torej nikoli nisi za celoto, nikoli nisi za združenje ljudi, ampak si za tisti, ki so levi ali pa tisti, ki so desni, ne? Že to je rdeč alarm, da naša vlada ne dela za nas. Ampak v glavnem, jaz bi pa rad, da se ljudje združijo, ne? Zato bom pač zdaj tukaj povedal odgovor, ki bo združil ljudi. V glavnem, levica na primer govori, da bi splav mogel biti dostopen vsaki ženski, ker pač vsaka ženska bi mogla imeti svobodo odločanja glede svojega telesa. In to se sliši ful fajn. Da bi vsaka ženska mogla imeti svobodo odločanja glede svojega telesa in torej, da splav more biti dovoljen. To se sliši ful fajn. Potem na drugi strani imaš pa konzervativne ljudi, ki bojo rekli, da večinoma konzervativni ljudje izpostavljajo religijo. Večinoma. In tako pač konzervativni ljudje bojo rekli, torej ne, splav ne sme biti dovoljen, zato ker to pomeni ubijanje človeka, ubijanje otroka, fetusa, torej ubijanje življenja. In da pač Bog je naredil življenje, samo Bog ga lahko vzame. In tudi to zveni fajn. Pač jaz se lahko podpišem pod oboje, ne? Jaz se lahko pod oboje podpišem. In zdaj je tukaj ful težko priti na skupno pot, ampak jo bom razložil. Je skupna pot.
Zdaj, naprimer v družbi imamo eksperte, ki jih slovenska družba rada sliši in se imajo torej za neke kredibilne ljudi, torej za neke ljudi, ki so si v družbi ustvarili status, da češ njihove besede so kredibilne in torej kar bojo oni rekli, bi bilo dobro, da mi poslušamo, ampak mi takih ljudi, ki bi bili prave vodje, ki vidijo celo sliko za ta trenutek in za stoletja naprej, torej za zanamce, zato da mi končno postavimo zapuščino, ki skrbi za ljudi, mi tega nimamo v družbi. Mi nimamo tega. In v glavnem moj cilj lifea je samo torej, kaj trajnostno deluje. Kaj trajnostno deluje, da trajnostno prinaša harmonične rezultate, trajnostno prinašanje harmoničnih rezultatov, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti. To so standardi, ki dokazujejo, da smo mi odpravili nekaj negativnega in imamo torej zdaj konstantno pozitivno. To pomeni evolucija. In to je life in to je zapuščina, ki si jo želimo, to je zlata zapuščina. Ne tako, kot gremo do zdaj, zmeri znova, vsaka generacija iz nule in se nič ne razčiščuje in ne postavlja nobenega sistema, ki bi naslednjim generacijam omogočil, da grejo od nas naprej, ne pa da grejo zmeri od začetka. In v glavnem, to je moj namen. Mene ne zanima leva, ne zanima me desna stran, ker vem, da so to samo ekstrema, celote. Mene zanima celota, zato ker sem jaz celoten, oziroma gremo reči, da zelo blizu tega. In pač zanima me samo, kaj deluje. Mene ne zanimajo filozofije in duhovnosti, mene zanima, jaz sem ful prizemljen človek, jaz bi rad, da se zadeva reši, to je to. In pač v moji izkušnji se je dokazalo, da ne obstaja nobena metoda, ki lahko razrešuje problema, brez da bi se s problemom soočil. Kot to, da se s problemom soočiš. To je to. Torej, life je ful simple, duhovnost je ful simple, duhovnost je v bistvu ful praktična in prizemljena, duhovnost je v bistvu ful materialna. Duhovnost pravi, sooči se s problemom. To, kar prizemljeni ljudje živejo, ne metode, ampak sooči se s problemom. In v glavnem mene to zanima. In v glavnem danes vam bom ponudil to, zato ker sem slišal mnenja kao kredibilnih ljudi v družbi, ki na eni strani rečejo, naprimer, da ženska, lezbika je destruktivno in torej neka deviacija, nekaj nenormalnega, nekaj bolanega, da če je ženska lezbika in da je to destruktivno torej za njo, za odnos in najbolj kao za otroke, za vzgoj otrok, ker idealno bi bilo, da so starši moški in ženska. In torej na eni strani imamo torej majstre, ki govorijo, da če je ženska lezbika, da je to ful destruktivno za cel society. In istočasno pa govorijo, da bi ženska mogla imeti svobodo odločanja glede svojega telesa. To govorijo naši eksperti. Torej, da ima ženska svobodo odločanja glede svojega telesa in torej, da more biti dovoljeno, da naredi splav in istočasno, da če je z neko žensko v lezbičnem odnosu in vzgaja otroka, da je to destruktivno za society in da tega ne bi smelo biti. In naprimer to govorijo naši eksperti, to je en človek, ki govori. In pol sem jaz tako, naprimer tu je kontradikcija, ker ta človek je ni videl. Ampak to je kontradiktorno, to je hipokrizem, tu so dvojni standardi. Torej, ženska mora imeti svobodo odločanja glede svojega telesa in izplav mora biti dovoljen. Na drugi strani, pa če ima svobodo odločanja glede svojega telesa, ali ga bo dala ženski ali pa moškemu in bo na tak način vzgajala otroka, je pa destruktivno in ne sme biti. To je ta kontradikcija. In torej ljudje, ki govorijo takšna mnenja, mogoče zvenijo ful inteligentno, ker govorijo o teh temah, ampak zares so v kontradikciji in nas ne vodijo nikamor. So samo še en šum na sceni in nas vodijo v distrakcije.
Ker nerazreševanje problema je vodenje v distrakcije ljudi. Ne? Ti greš nekam in vidiš, da je slepa ulica. Če govoriš kontradikcije. In naši eksperti, naši vodje govorijo, cel cajt slepe ulice nam dajo. Cel cajt nam kažejo neke kontradikcije, ki jih pač običen človek ne prepozna očitno. In v glavnem, zato ker je v tem svetu, v naši družbi, med našimi vodji ful nekih kontradikcij, bi jaz rad tukaj razčistil stvari. Zdaj, kot sem prej povedal, v večini imamo torej levo-desno mnenje, gremo reči. Torej, kot pravim, desničari so proti splavu, ker pravi, da to je Bog naredil in da to je življenje in tega se ne sme ubijati in kontrolirati. Na drugi strani imaš levico, ki govorijo, da ženska mora imeti sposobnost odločanja glede svojega telesa in da ji ta pravica pripada. In ne eno in drugo ni celota, jaz bi rad tako povedal. Zdaj, jaz kot sem povedal, jaz gledam zmeri trajnostno, kaj bo nam prineslo trajnostno, da bo odpravilo vzroke in da bo nam pač trajnostno prineslo pozitivo v življenje. Ne samo za nas in za naše zanamce. Zato, da mi zaenkrat za vse lej končno rešimo ta problem. Ne, da se vsaka generacija ukvarja s tem. V glavnem, torej, kaj je tukaj zdaj skupnega, kako lahko to razrešimo? In torej jaz si tako mislim, pa mi vi povejte v komentarjih spodaj, če je tukaj kaj spornega, če kaj česa ne vidim. Torej, gremo pogledat zares. Torej, da vam kar povem direkt, naprimer za moje pojme splav, možnost splava za moje pojme, da je to kot nekaj zelo lahko dostopnega, je to nič drugega, torej to, kar se levica bori. Levica se torej bori, liberalni ljudje se borijo za to, da bi splav bil lahko dostopen. In naprimer, jaz to vidim kot nekaj negativnega. Zakaj? Zaradi tega, ker vse te metode, vse ta tehnologija, ala nek lahko dostopen splav, kondomi, kontracepcije in tiste jutranje tabletke, vsa ta neka sredstva in tehnologija, kemija, ki jo mi imamo, realno negativno vpliva na telo, poškoduje telo, negativno vpliva na telo, poškoduje telo, ni brez stranskih efektov, ni brez posledic. In to sploh ni glavni problem. Glavni problem je, da v bistvu nam, zakaj sem jaz proti, je zaradi tega, ker nam vse te metode, vsa ta tehnologija, te kontracepcije onemogočajo, da bi mi kot ljudje kadarkoli sprejeli odgovornost v svojem življenju. To se bo čulo ful grobo, ampak pomislite malo. Če kontracepciji in teh preprečitev zanositve in preprečitev nekih spolnih prenašanih bolezni, če tega ne bi bilo, če te tehnologije, teh kontracepcije ne bi bilo, potem bi ljudje videli pri nekomu, naprimer, fuck, tip je šel ven, ona je šla ven, sta nezaščiteno seksala, prenesla se je spolna bolezen, mogoče eden zdaj zaradi tega umre, ali pa ima trpeče življenje in še otroka imata, ki ga nista hotla, naprimer. In potem so ljudje tako, fuck, torej oni so zdaj nafukali, so najebali, ker imata spolno bolezen in otroka, ki ga nista hotla imeti, in sta zdaj prisiljena v nek life, ki si ga naprimer v resnici nista želela. In hočem samo povedati, torej na tak način te ljudje so se naučili lekcijo, zato ker so dobili trdo izkušnjo. Trdo izkušnjo so dobili, trdo neko neželjeno izkušnjo so dobili pač. In zdaj se tega ne morejo rešiti, ker ni kontracepcije. In na ta način so se te ljudje, ki so bili neodgovorni, ki so se neodgovorno obnašali, so se zresnili. So se soočili z realnostjo. Realnost, Bog, življenje jim je pokazalo, da je takšno obnašanje zelo neodgovorno in ne zaščiti življenja. In torej skozi trdo izkušnjo jim je bilo dokazano,
da v bistvu to se ne sme. To se ne sme, to ni kul. In zdaj so se zaradi te trde izkušnje to naučili. In se je pač z njimi končalo to neodgovorno obnašanje. In kadar se to nekomu zgodi in to drugi vidijo, so potem tako, jaz si tega ne želim in se bom čuval, bom zelo previden, zaščitniški do sebe in do drugih ljudi. In bom odgovoren, torej moram biti odgovoren. Življenje me sili v odgovornost. Življenje me sili v zrelost, v odraslost. Življenje me sili v to, da spoštujem svoje telo in telesa drugih ljudi in življenje samo. Torej naredite v odgovornega, zrelega človeka, kako gre potem v odnose? Gre v odnose na način, da bo vse fajn, da bo vse kul, ne? Torej ne greš brez glavo z nekim seksom in neko pohoto in ne vem kaj, ampak greš iz previdnosti, greš z namenom spoznavanja človeka. Torej potem se zaradi tega, ker ni kontracepcij in se zaradi tega razvije odgovornost, kot sem razložil, da sigurno se zaradi te odgovornosti potem začnejo vzpostavljati pari, veze, družine in skupnost, ki ni destruktivna več in ki ne prinaša več bolezni, ki prinaša opolnomočene veze in opolnomočene zanamce. Torej, to, da imamo mi kontracepcijo v družbi, splav lahko rečemo je ena od kontracepcij. Torej, jaz se bom seksualno neodgovorno obnašal in potem imamo vse te kontracepcije, ki potem to, da jaz ne rabim sprejemati odgovornost svojega neodgovornega obnašanja, mi oduzamejo. Ne? Ker bom pač zjutraj vzela tabletko ali pa si bom dal kondom, ko ga briga. Ne? In torej pač ni problem, ni sprejemanja odgovornosti. Ljudje se lahko zaradi kontracepcije naprej neodgovorno obnašajo. In torej jaz sem proti vsej kontracepciji, ker itak zastruplja ljudi, povzroča posledice na telesu, negativne, in kot glavno, prvotno, poglavitno je, da ne omogoča ljudem, da bi sprejeli odgovornost in odrasli. Da bi odrasli, da bi pač začeli čuvati sebe in druge ljudi. To pomeni odgovornost. In na tak način zaščitili življenjsko silo, našo seksualnost, ki jo imaš potem lahko v bistvu s tistim svojim ljubljenim, tisočkrat jačo, in ne samo to, raztegnjena bo za celo življenje. Zato, ker vemo vsi, da tisti ljudje, ki se večinoma v mladosti požgejo z vsem, kar obstaja, so potem na neki točki takšni ljudje, ki jih nič več ne zadovolji, ker so bili preobremenjeni, prestimulirani, ali pa dobijo totalen odvrat do seksualnosti. In torej dva ekstrema, ali so totalno prestimulirani in jih nič več ne zadovolji, ali pa imajo odvrat do tega. In v glavnem, da ti šparaš svojo življenjsko silo zase in jo daš samo nekomu, ki si to zasluži, s komer ste se spoznali in se ljubite, je pač vredno obnašanje, je spoštovanje samega sebe in sočloveka in prinaša tebi dobro in njemu dobro. In ne samo to, torej zaradi tega, ker je vsa ta energija seksualna samo za vaju zdaj, boste imeli 100-krat jači seks in seksualnost, kot bi jo imeli, če bi to porabili na drugih ljudeh in potem gojili neko zamero, sovraštvo do drugega spola ali kaj takega. Pol imate to samo vidva in ker se ljubita, je še toliko močnejša in ne zato, ker se ljubita, da je samo, da je močnejša, zato, ker se ljubita tudi cirkulira in se ne zgublja, ampak se akumulira. Seksualnost brez ljubezni prazni. To ve vsak človek. Seksualnost z ljubeznijo, ne samo, da je jača, ker je ljubezen tisti pravi afrodizijak, zaradi česar si ti sproščen in kvaliteto seksualnosti diktira sproščenost in ne drugi, to vejo vsi, ker se dosti ljudi drogira med seksom. Torej, seks je dober, bolj ko si sproščen, ampak kaj prinaša sproščenost? Ljubezen. Ker ljubezen pomeni sprejemanje svojih senc, torej odpravljanje problemov v izvoru, ti prinaša edina
metoda, življenje samo, ultimativna, ki ti prinaša pravo sproščenost. In samo, če si sproščen preko ljubezni, ker to je edini način, ko si lahko sproščen, imaš pač seksualnost, ki je ful luda in jača kot bilo karkoli drugega, sploh poznamo nekoliko jaka je lahko. Ne samo to, ampak da tudi cirkulira, dobesedno jo ne zgubljaš, ampak zato, ker je daj-dam odnos, kroži in se torej akumulira, pizdarija, ni ga jačega. Ampak mi ljudje tega ne poznamo, ker ne živimo na tak odgovoren način, do življenja odgovoren način. In torej, to je ultimativno, jačega kot to ni. In torej, ne samo torej, da je to, da imamo kontracepcije, da je destruktivno za ljudi, ker je destruktivno, ker ne prinaša sprejemanja odgovornosti, zato ker se posledic lahko rešiš svojega neodgovornega obnašanja. Onemogoča nam, da bi živeli potencial, ki ga sploh poznamo, ne, in je na voljo, ker ga nekateri redki ljudje poznajo. In torej pač se zaradi teh kontracepcij si delamo slabo in istočasno ne omogočamo, da bi doživeli nekaj, kar je v našem potencialu. In živimo konstantno v nekem torej limitiranem preživetvenem poznavanju življenja in si mislimo zaradi tega, da je življenje brez veze. Ne? Zato, ker ne zaščitimo življenja, ker ne odrastemo, ker ne ratamo odgovorni. Odgovoren odrasel rataš, če ne rataš zlepa, boš pa zgrda. In če pač ne ceniš tega, kar imaš, moraš doživeti nekaj skozi neodgovornost, nekaj grdega, zato da se lekcijo naučiš, da začneš ceniti. Če ne ceniš zlepa življenja, ga boš pač zgrda, tako je življenje zastavljeno. Kaj pa mislite, da so bolezni? Jaz sem imel bolezen, 3 avtoimunske bolezni, zaradi tega, ker nisem cenil življenja zlepa in sem se mogel zgrda naučiti. Trpljenje je zgrda se naučiti ceniti življenje, vrednost samega sebe. In torej šele, ko spoznaš sebe, spoznaš svet. Ne? Od tu prihajajo te reki. V glavnem zaradi tega sem jaz proti kontracepcijam, ker nas zelo limitirajo. Ne omogočajo nam, da bi odrasli, da bi sprejeli odgovornost in torej zaščitili življenje. In zaradi tega nam ne omogoča, da bi spoznali življenje. Kaj je potencial življenja? Ne? Torej ne onemogočajo nam evolucijo. Zato sem jaz proti splavu in proti kontracepcijam. Kar sem zdaj povedal, tega ne more noben izpodbiti. Noben mi ne more kontrirati tukaj. Tu sploh vprašanj več ni. In pač to je to. To je to, zato sem jaz proti. Zato, ker v družbi boš večinoma slišal, torej kot sem prej rekel, ne, liberalni ljudje bi sami radi, ja, moja pravica, kao svoboda, konzervativni ljudje se grejo pa zmeri neko enoumje, samo neke religiozne, božje, neke stavke besede izrekajo, ampak nobena stran zares ne da nekega odgovora, ki bi te zadovoljil. Pač tam, naprimer, konzervativni ljudje izpostavljajo Boga, ampak večina ljudi, naprimer, ne verjame v Boga, in pač tisti, ki ne verjamejo v Boga in se jim zdi religija kar neki, pač tiste ljudi konzervativni odgovor ne bo potešil. Ne? Konzervativni so zmeri Bog, to je to. In pač hočem povedati, da pač tisti, ki ne verjamejo v Boga, tak odgovor njih, oni ne kupijo tega. Pa mogoče niso, naprimer, liberalni. Ne? Tako da sam hočem povedati, to res bi rad dal odgovore, ki bi pač vsi ljudje lahko videli skozi dokazovanje, da v bistvu res prinaša to, kar prinaša. Da ne rabiš samo neki slepo verjeti. Ne? Naprimer, tudi liberalni ljudje, torej naprimer konzervativni prodajajo neko enoumje, ampak istočasno prodajajo enoumje tudi liberalni ljudje, ko rečejo pa naprimer, da ja, pač more biti svoboda, pravica, ampak v resnici pa nobene zaščite ni tukaj. Nobene zaščite življenja ni.
v liberalnem svetu. In pač konzervativni ljudje torej ne spoznavajo življenja, liberalni pa ga ne zaščitijo. In to je problem. To je problem. In pač jaz bi rad nudil oboje, ne? Torej konzervativni za zaščito življenja, ampak liberalni za spoznavanjem življenja. Mi smo celota. Samo se obnašamo ful limitirano. Ravno zaradi tega, ker nam vse te metode, ki jih, če vprašaš mene, je vlada, elita predstavlja ravno z namenom, češ kao kontracepcija, rešitev za nas, v resnici, pa je to večstoletno degenerativni vpliv na človeštvo. Mi si mislimo kao tehnologija, kontracepcija, v resnici pa dovoljuje destruktivno obnašanje ljudi in nerazreševanje tega. Nerazreševanje. Torej za moje pojme kontracepcije, splav, vse ukiniti, dati stran, zato da se ljudje streznijo, začnejo zrelo, odgovorno obnašati, da se streznijo tisti, ki se imajo za strezniti, zato da lahko končno živimo previdno, spoštljivo življenje. Ker to, kar zdaj liberalni ljudje prikazujejo kot svoboda, to ni svoboda, to je kaos. To, da se vsak žge po svoje, ko je že oni rekel, svi goli pa ko šta voli, ne? To je kaos, zveni ful svobodno, ampak v resnici prinaša destruktivnost. Prinaša destruktivnost in že samo te ljudje so destruktivni. Naprimer, ti boš v javnosti slišal, zdaj, ko se gre za tisto orgijo, ne, v rimskih toplicah. Naprimer, boš slišal ljudi, ki se imajo za duhovno razvite, bojo rekli, da ne moralizirati. Kaj ne moralizirati? Kdo si ti, da boš moraliziral? Če tega ne sprejemaš, kar se dogaja, pomeni, da imaš problem in da če zavedni odrasli ljudje se torej prostovoljno vklopijo v to, da pač lahko delajo, kar hočejo. Ne, to so argumenti za takšno obnašanje. In jaz sem pol zmeraj tako, prvo kot prvo, da ti prideš do avtentičnega, opolnomočenega, energetsko suverenega, vrednega stanja samega sebe, to redko kdo živi. To zelo redko kdo živi. Kolikokrat se ti v življenju zgodi, ali pa se je komu od kolegov zgodilo, naprimer, da si mislil, da si šel prostovoljno v nekaj, pa si potem kasneje v življenju videl, da si se silil, zato ker si nezavedno iskal potrditev. Naprimer, mi mislimo, da smo integrirani in zavedni ljudje, ampak v bistvu je v tej družbi ogromno represije. V družbi je ogromno represije življenjske sile in zaradi tega nezavednosti. Zato ker zavednost se jača samo z sprejemanjem življenjske sile, kot sem na začetku videa razložil. In mi živimo torej v toksični družbi, v bolani družbi, v družbi, kjer je ogromno tega, ravno zaradi represije življenjske sile in takšni ljudje niso zavedni. Samo zato, ker lahko voziš avto, greš v službo in narediš otroke, ne pomeni, da si zaveden človek in ker lahko služiš denar. To ne pomeni, da si zaveden človek. Pač naša družba je ekstremno nezavedna in ravno zaradi tega rabimo zaščito in pravila, ki bojo pač, torej uzakonjena pravila, ki bojo prinesli zaščito ljudi. To je nujno potrebno. In torej, ker imamo takšno družbo, ki ne uzakonja, ki ni zakonov, kjer bi zaščitili ljudi, se pač moramo mi sami, zato je pa ta video. Da se mi lahko zaščitimo kljub temu, da ni zakonov, ki bi nas zaščitili. Ampak zato je treba spremeniti mišljenje ljudi skozi to, da imajo izkušnjo, ne? Ker samo to je zares sprememba.
In v glavnem pač ljudje, ki pravijo ne moralizirati, odrasli zavedni ljudje prostovoljno lahko delajo, kar hočejo, to zares je velika slepota, kar se govori. Ne? In to govorijo duhovni ljudje, ki se ukvarjajo kao s tantro v naši družbi. Tantra in duhovnost, ne? Govorijo takšne stvari. Ja, Bože. In ljudje, ki govorijo, da če se ful ukvarjaš z duhovnostjo in meditiranjem in rečejo kot duhovnost je za njih meditacija, da so ful zavedni ljudje. Ti z meditacijo ne moreš ratati zaveden človek. Zelo malo, par procentov. Meditacija je disociativno orodje. Če ga uporabljaš za kratek cajt kot preusmeritev vase, cool. Če je to trajno orodje, ki ga uporabljaš cel life, je to disociativno orodje. Ti ne da rataš samo malo zaveden na začetku, ti v bistvu poslabšuješ stanje, zato ker ti ustvarjaš disociacijo z opazovanjem samega sebe. In prvo kot prvo ne moreš se opaziti, če se ne živiš. S sedenjem ti sebe ne moreš opaziti. Samo z gibanjem, z življenjem se lahko opaziš. Zato ker se mora izraziti nekaj, ne? In življenjska sila sili telo v premikanje, v izražanje, v življenje, v sprejemanje življenja. Torej vsi tisti, ki v življenju celo življenje samo meditirajo, se sploh ne zavedajo, da se grejo disociativno orodje. In v glavnem hotel sem samo povedati, da samo zato, ker greš torej na orgijo, kao v tistem trenutku prostovoljno, ne pomeni, da si tam zares zavedno prostovoljno. Ker ti si lahko tako nezavedno prostovoljno tam, ne? Ti si kao, češ, ja, nimi panike, v resnici pa potem čez leta ugotoviš, tisti, ki ugotovijo, da so bili tam prisilno. Da so bili zaradi tega, ker jih je vodila njihova šibkost. In dokler ti nisi naredil integracije svojih senc, tebe vodi šibkost. Dokler ti ne sprejemaš življenjske sile do konca, dokler ti ne živiš res iz odprtega srca, ki se lahko odpre samo skozi sprejemanje celega spektra izraza človeka, samo na tak način se lahko srce odpre. No, v nobeni meditaciji se ti ne bo odprlo srce. Srce se lahko odpre samo tako, da spušča življenjsko silo. In življenjska sila naše telo premika v življenje. Življenjska sila je tisto, kar ti daje life, da jaz zdaj tukaj govorim, na primer. Torej, samo na način, da ti živiš življenje. Meditacija ni življenje. Meditacija je zelo depresivno dejanje. Grem jaz v kot in bom pri miru sedel. To je v bistvu zanikanje življenja. Torej, samo na način, da ti sprejemaš življenje, se pač lahko spoznaš, rataš zaveden, narediš integracijo svojih senc, kot da se s svojimi strahovi soočiš pred izrazom samega sebe. Torej, na tak način ti rataš zaveden človek in samo takšni ljudje, ki jih zdaj v družbi nimamo sploh, zelo, zelo redko, samo takšni ljudje lahko zares sprejemajo zavedne, zavestne odločitve, so svobodni v tem. Torej, se res lahko rečejo, da se grejo prostovoljstvo. Noben drug se ne gre tega. Torej, noben drug in realno vsi te ljudje, ki se grejo te orgije in ki se grejo takšno seksualno neodgovorno obnašanje in ki so pristaši kontracepcije in vsega tega, takšni ljudje v resnici so zelo nezavedni. Čeprav si rečejo, da so zavedni in bojo govorili vse te stvari o sencah in take stvari in duhovnosti in zavedanje in ne vem kaj, v resnici so samo prazne besede, neinteligentnost. Nezavednost. In čeprav se strinjam, da je treba osvoboditi seksualnost, jo je treba istočasno zaščititi. Ker če ti osvobodiš seksualnost, brez da jo zaščitiš, jo na neki točki spet narediš ujeto in neosvobojeno. Če se nekdo samo svobodno obnaša, brez da je zaščiten pri tem, se kaj hitro v tem življenju nauči in se spet limitira.
se nauči skozi življenje, torej, da če ti nečesa ne zaščitiš, ampak se samo na hojladri obnašaš, pač ti prineseš destruktivnost, ne. To je fora. Vsi te ljudje, naprimer, ki se grejo neodgovorno obnašanje, ki se grejo češ svobodno obnašanje, prvo kot prvo zares niso svobodni. Ker za svobodo dosežeš, ti rabiš neko parletno, ne celoživljenjsko, niti ne enodnevno, ampak neko parletno predajo svoji življenjski sili, da ti narediš integracijo celega spektra človeka. Torej, to je prvo kot prvo, kdo to dela, noben. In torej, prvo kot prvo niso sploh svobodni ljudje, te ljudje, ki se grejo svobodno seksualnost, sploh svobodni niso. Zato se pa grejo svobodno seksualnost, ker bi radi bili svobodni. Ampak v glavnem, torej prvo kot prvo niso svobodni in drugo kot drugo takšno obnašanje, svobodno obnašanje zares ne prinaša svobode. Zato ker svoboda, zato da svoboda lahko obstaja, zajema spoštovanje človeka. In to svobodno obnašanje, ko ga mi zdaj vidimo v družbi, ne prinaša spoštovanja človeka. Je v bistvu degradacija človeka. In sem že razložil, zakaj je degradacija človeka, ne? V celem temu videu sem pokazal, kako negativen vpliv ima neodgovorno obnašanje, kakšne so posledice. In v glavnem, torej prvo kot prvo sploh svobodni niso, ne, niso svobodni. In drugo kot drugo, še destruktivno je tako obnašanje. Ampak ljudje so nezavedni, ne, ljudje so nezavedni in pač dokler ne trpiš dovolj, si misliš, da je vse fajn. Ko pa enkrat začneš trpeti dovolj, vidiš šele, se zaveš posledic svojih dejanj. In zato zmeri traja cajt, ponavadi leta, ne, leta se razvijajo posledice tvojih dejanj. In zato se ne moremo zanašati na ljudi, ki govorijo o svobodi, ker je prvo kot prvo ne živijo in drugo kot drugo ne vidijo posledic svojih dejanj. In na ta način, torej ko čakamo neka obdobja, mi ne zaščitimo ljudi, dovoljujemo, da se uničujejo ljudi. Zato rabimo nek sistem, ki bo prinašal zaščito ljudi. Istočasno spoznavanje za seksualnostjo in osvoboditev nje. In o tem vse more govoriti, ampak zmeri se je treba poudariti ta aspekt zaščite. Ker sem že večkrat razložil, zakaj. Če ne zaščitiš življenja, ga sploh raziskovati ne moreš. Nemogoče je. Z življenjem se ne moreš spoznavati, če ni varnost zagotovljena. Nemogoče je. In to je to, v glavnem to so vsi nekako razlogi, zakaj sem jaz proti, ker se ljudje sploh ne zavedamo, kaj si s tem odvzemamo. Ko se ne soočimo z sprejemanjem odgovornosti, kjer bi končno imeli varnost in spoznavanje življenja. Torej, da bi nehali živeti v limitiranosti. Zato sem proti, v glavnem. Zdaj bi pa rad povedal, da se ne boste vsi tisti, ki ste konzervativni, mislili, Uroš je konzervativen, Ne, nisem. In da ne boste vsi tisti, ki ste liberalni, meni pa ta Uroš ni všeč. V glavnem, jaz nisem tle zato, da ti bom všeč. Jaz sem prišel izpostaviti zaščito, zapuščino, par stoletno oziroma neskončno zapuščino. In istočasno pravim, da gremo se zaščititi, zato da se lahko spoznavamo. Ne? Kako se lahko spoznavaš, če ni varnosti, zato da bi se intima sploh lahko razvila? Se ne moreš iti v intimo, če ni varnosti. Nemogoče. In torej vsi ljudje, ki govorijo o intimi in svobodi in o teh stvarih, brez da omenjajo varnost, takoj lahko slišiš, da so nezavedni ljudje, da ne vejo, kako zares sploh se pride do intime in svobode, ker do svobode se pride preko ljubezni. Počekirajte si moj kanal, to je cela fora mojega kanala. Pač kolikor osladno se sliši, lahko samo skozi ljubezen pridemo do svobode. To je to. V glavnem zdaj bi pa rad samo še povedal, ker kot v vsaki stvari, je tako, da
ti imaš, na primer, generalno, lahko rečemo, da se stvari kolektivno, generalno je tako, kot pač je, ampak zmeri imamo pa izredne situacije. Zmeri imamo neke izredne, urgentne situacije v družbi. Torej, v pojavu življenja gremo reči, da je 90% stvari poskrbljenih že samo zase, je Bog poskrbel za vse, se življenje samo od sebe rihta. Če imamo zaščito in se poznamo, ne? Ampak istočasno se pa zmeri pride tudi, vsi vemo, da pride tudi do nekih urgentnih, izrednih situacij, prihaja do izrednih situacij. In pri tistih izrednih situacijah jih je treba drugače vzeti, ne? Normalno. Naprimer, če je ženska posiljena, jaz si ne morem predstavljati, kako mora biti posiljen, čeprav sem imel 15 let grozen ulcerozni kolitis, bi lahko rekel, da razumem, ker tisti, ki ga ima, vejo, kakšna bolečina je to v anusu. Ne? Tako da približno si lahko predstavljam, kaj pomeni biti posiljen, ampak je še hujše od tega. In sploh ženska, ne? Ki je še šibkejše, fizično šibkejše, čeprav energetsko je močnejše, je fizično šibkejše in nežnejše biti. Jaz si sploh ne predstavljam, ker jaz sem tip. Ne? In v glavnem, torej posilstvo je nekaj groznega. In če je družba, kljub temu, da živimo v družbi, ki poskrbi za zaščito ljudi, in je ta ženska bila odgovorna in je naredila vse, kar se je dalo, da je pač ženska se zaščitila in se čuvala in ne vem kaj vse, in da je kljub temu prišla do neke, kjer je dobesedno bila prisiljena v to, čeprav je bežala od tega. Torej, da se sploh niti ni izpostavljala temu, da je dobesedno bežala, se skrivala in vseeno je bilo to storjeno na njo. Torej, nekaj, kar je bilo res neizogibnega in za kar sama ni niti 1% kriva. Torej, ko se gre za take res posilstva, pizda, tle bi pa pač splav mogel biti dovoljen. Tle bi pač splav mogel biti dovoljen. Tukaj bi pač mogli dovoliti splav. Ali pa, na primer, kontracepcijo. Ne? Čeprav sem totalno proti temu, si mislim, v izrednih razmerah, bi pa te stvari, torej prvo kot prvo bi mogli narediti takšno kontracepcijo, da do splava sploh ne bi rabilo prideti. Torej, mogli bi narediti prvo kot prvo, ne, jaz nisem za to kontracepcijo in splav. Meni idealno bi bilo, da bi nas vlada nehala drkati v glavo in da bi nam dali pravo tehnologijo. Torej, neko tehnologijo, ki lahko ženska takoj po spolnem odnosu vidi, če je prišlo do zanositve. In če je prišlo do zanositve, naprimer takoj po posilstvu, lahko vidi, če je prišlo do zanositve, in če je prišlo do zanositve, imamo tehnologijo, da sploh do splava ne rabi priti, ker se takoj prepozna, da je bilo zanositev, da je prišlo do fuzije jajčeca in spermija, in takoj, ko prepoznamo to po seksualnem aktu, da imamo tehnologijo, ki pač brez stranskih negativnih učinkov odpravi to. Torej, da imamo tehnologijo, ki brez negativnih posledic na človeka lahko odpravi te stvari, kot je neka neželena nosečnost zaradi neke sforsirane seksualnosti. To je to. Torej, v izrednih razmerah bi mogli posegati po kontracepciji, ki je nedestruktivna za človeka. In takšno tehnologijo lahko razvijamo. Po moje že obstaja. To je edini primer. Torej, izredni primer, dovoljujem, sprejemam neinvazivno, nedestruktivno kontracepcijo za odpravljanje neželene nosečnosti, zato da pač do tega sploh, pač da se lahko to razreši na normalen način, na nedestruktiven način. Drugače sem pa proti temu, ker mi moramo odrasti, ratati zreli ljudje. In istočasno bi rad izpostavil, da torej, zdaj pride še tisto ključno vprašanje, ne?
naprimer pri administratiranju, oziroma kako se že reče, ko se pač nudi to kontracepcijo, ki bi bila v teh izrednih razmerah. Torej, zdaj se gre spet za vprašanje integritete. Ne? Zmeri se vrnemo na integriteto, kadar se gre pri posegu v življenje. Ne? Zmeri se gre za vprašanje integritete. Torej, kdo je tisti v družbi od naših vodij, vlade, predsednikov nekih zdravstvenih sektorjev, farmacevtskih sektorjev, kdo je tisti od naših vodij, bilo katere veje tega sistema, ki je dovolj v integriteti, da bo znal določiti, kdaj je to neka izredna razmera in kdaj se lahko da ta kontracepcija izredna in kdaj ne. Kdo je dovolj v integriteti, ne? To je zmeri vprašanje, ne? Ker mi imamo že vse. Zdaj samo v pitanju, kdo je v integriteti, da bo to izvedel takrat, kadar je treba. To je vprašanje, ne? Spet pridemo na to dilemo. Torej, če se gremo tisto, kar sem do zdaj govoril, da se gremo z zaščito, s tem, ko smo proti temu, ker samo če smo proti temu, se bomo ljudje zbudili v glavi, ratali zreli, odrasli in to nam bo nudilo zaščito. Samo če smo proti temu. Če se soočimo z pizdarijo življenja, ljudje odrastejo. In če bomo proti temu, bojo pizdarije, in če bojo pizdarije, bojo ljudje prisiljeni odrast. Tisti, ki pač ne bojo in bojo pač šli rakom žvižgati, jebi ga. Ampak tisti ostali, ki bojo pa zelo pazljivi. Bojo zelo pazljivi in bojo odgovorni in odrasli zreli ljudje, ki bojo omogočali, da družba cveti. In to je evolucija, ki je razrešitev v neskončnost, v stoletje naprej. To nam bo omogočilo evolucijo in zlato zapuščino. In v glavnem, to je glavna rešitev. Ampak kot pravim, v izrednih razmerah se strinjam, da je cool kontracepcija, ampak spet pridemo na to, kdo je v integriteti. Kdo je v integriteti? Ker tam je integriteta samo življenje, ne? Tam je integriteta, se jo naučimo, pridemo do nje, zaradi tega, ker vidimo, kakšno pizdarijo prinaša neodgovorno obnašanje. Tam smo jo prisiljeni na negativen način, zato ker se pozitivno ne naučimo, smo na negativen način stopimo v njo, ne? Stopimo v njo, v odgovornost. Ker smo pač na grd način bili naučeni. In tukaj, kjer pa pol pač pride do teh izrednih razmer, kdo je takšen človek, ki je v integriteti, da bo lahko te stvari dovoljeval, da jih bo vedel, kdaj jih dati in kdaj ne. In torej spet pridemo na vprašanje integritete v glavnem, in integriteto lahko dosežemo samo na način, da delamo integracijo svoje potlačene življenjske sile, kjer je človek končno lahko v skladu, v dejanjih in prepričanjih s svojo energetsko vrednostjo, s svojo energetsko suverenostjo. Samo človek, ki naredi integracijo potlačene življenjske sile, brez metode, ampak skozi življenje, na intuitiven, spontan način, to je edini način, ki deluje, lahko pride do prave integritete. To je edini način in torej mi rabimo liderje v tej družbi, ki bojo delali integracijo. Jaz ponujam to, sem fucking alfa in omega v temu. Nisem najjači na svetu, ampak sem en od najjačih. In v glavnem, mene sploh ne zanima, da imam prav. Če imaš kaj, kar veš, da deluje bolj kot to, kar jaz govorim, super, sprejme. Meni ni cilj, da bi imel prav. Jaz bi samo rad, da se rešijo problemi in vidim, da jih noben ne rešuje. In v glavnem, jaz jih rešujem. Imam dokaze za to. In pač hočem samo povedati, v glavnem, hočem samo povedati, da pač v glavnem, jaz sem se čisto zgubil, čisto out. Sploh ne vem, kaj sem govoril, sem že pozabil. Tako da, v glavnem, kaj je cilj? Cilj je pač, da integracijo lahko dosežemo samo na ta način. To ni moj način. Moja šola ni moja šola, je Božja šola. In kdorkoli ima Božjo šolo, super, pejte v njo. Ampak hočem povedati, da jaz to nudim, ker sem sam tam, energetsko suveren. In
imam rešitve, ker vam tukaj v videu govorim o rešitvah. Predstavil sem vam, zakaj ta odgovor, ki ga tukaj dajem, deluje. In v glavnem, pač, mi rabimo liderje, ki bojo v integriteti. Jaz ti nudim pot do lastnega liderstva. Nisem tvoj tata, ampak sem vodič utelešenja, ker sam živim na tem nivoju. Nisem en tip iz glave, ki filozofira in govori o božanstvu in ne vem kaj, ali pa nek totalno kirurški tip, ki samo neke metode fura, ampak sem prizemljen človek. Sem prizemljen človek, ki te lahko vodi do lastne moči. Tiste, kjer na neki točki nehaš biti odvisen od ribe, ampak dobiš ribiško palico in si potem sam ribe loviš. In tega noben ne nudi na tem svetu. Zato ker vsi kličejo k metodam in ne k življenju. Metoda je riba, življenje je pa ribiška palica. In v glavnem, takšne liderje rabimo samo zaradi tega, da bomo imeli ljudi, ki so v integriteti, ki bojo lahko takšne izredne, težke situacije pravilno delovali v njih. To je to. Zato, da lahko v izrednih, težkih situacijah pravilno postopamo, rabimo ljudi v integriteti. In integriteta ni v skladu z zakonom, z prepričanji, ampak je v skladu z energetsko suverenostjo. Ker integriteta pomeni integracija življenjske sile, ne pa jaz delam, kar mislim. Mi zdaj mislimo v družbi, da delam, kar mislim, je integracija, oziroma integriteta. To ni integriteta. Vidimo cel cajt, da se ruši. To ni nobena integriteta. Živeti po prepričanjih. Ampak imeti energetsko suverenost z integracijo življenjske sile, kjer potem tvoja energetska vrednost diktira kvaliteto tvojih prepričanj. In potem torej imaš obnašanje in prepričanja v skladu z energetskim stanjem. To je nezlomljiva integriteta, ki jo mi nujno rabimo, urgentno rabimo v tem svetu. In to je tista, ki nam bo omogočila na vseh nivojih življenja, v generalnosti in izrednosti življenja, sprejemati odločitve, ki bojo prinašale doprinos vsem. To je to. To je to. Torej, kot vidite, sem tukaj v videu zajel proti in za, ker oboje ima svoje mesto v družbi. Čeprav sem totalno proti in sem dokazal, zakaj, v resnici tudi za najde mesto v tej družbi, ampak zato, da bomo lahko postopali na vseh nivojih življenja, tako kot je treba, rabimo integriteto. In v glavnem mi se nudim. Integriteta pomeni utelešenje. Moja šola je New Earth School, šola novega sveta, šola utelešenja. Jaz sem vodja oziroma utelešeni vodnik oziroma vodnik utelešenja, ki te usmerja v to. Vse, kar vem, dajem skozi te videe zastonj ven, zato pa pravim, da je moja šola forever free, zmeraj bo. In tukaj zveš vse. Če si pa človek, ki rabi vodenje, zato imam pa tudi možnost, torej, da če ti to vodenje ni dovolj, čeprav zveš vse in si voden v vse, če rabiš prav 1 na 1 ali pa neko grupno vodenje, bolj osebno delo z mano, tisto opcijo imam pa tudi, ampak tista se plača, ne? Ker to je zame ekstra delo potem. Tako da, to je to. To je to, upam, da sem vse zajel, upam, da sem vas nahranil in zadovoljil, da nimate več dvomov. In da vidite, da je v resnici to res cela slika. Kjer vsaka stvar najde mesto v tej družbi,
ampak da brez integritete nimamo ničesar. Brez integritete so vsa orodja te družbe brez vrednosti. Ne prinesejo efekta, za katero je bilo orodje narejeno. Ne? To je problem. Tako da moja šola je klic k odgovornosti, klic k integriteti, klic k delu na integraciji. To je to. Če vas karkoli zanima, si počekirajte moje linke, jih imate spodaj oziroma na zidu mojega kanala. In komaj čakam, da začnemo z delom. Jaz diham te stvari. To je moja glavna prioriteta v življenju. Nič drugega me ne zanima kot to. Tako da, kadarkoli mi pišete, jaz komaj čakam v glavnem. Samo da veste. Jaz komaj čakam. Jaz vam v bistvu govorim iz novega sveta, kolikor se to čudno sliši. Jaz ta svet že živim. In vam govorim in vas kličem k sebi v boljši jutri. Tako da, see ya, wouldn't wanna be ya.